Pristop od spodaj navzgor opolnomoči lokalno prebivalstvo in če mu nasproti pride premišljena in predvsem dolgoročna politika, lahko vodi do trajnostnega razvoja. V Sloveniji nam je uspelo narediti pomembne premike, kar bomo kasneje slišali o predstavitvi monografije o izvajanju tega programa. Danes, ko proslavljamo 20-letnico delovanja Društva za razvoj podeželja, pa bomo imeli v mislih tudi nevladne mreže. Mreže, ki povezujejo različne deležnike, soočajo njihova mnenja in hkrati skupini dajo moč vplivati na spremembe v družbi. Če si nekoliko osvežimo zgodovinski spomin, se je pobuda za ustanovitev mreže za razvoj slovenskega podeželja, ki se je kasneje preimenovala v Društvo za razvoj slovenskega podeželja, pojavila nekje v drugi polovici leta 2000. Takrat se je zbrala skupina zanesenjakov, enako mislečih podeželskih razvojnikov, ki so ocenili, da Slovenija potrebuje mrežo oziroma združenje. Mrežo, ki bo povezovala vse, ki jim je mar za ljudi na slovenskem podeželju in ki razumejo pomembnost skupnega, usmerjenega, organiziranega delovanja civilne družbe in uradnih inštitucij. What is the most important element of leader on the local level? This is the local action group. I think this is really, the local action group has the key role in the implementation of leader. And therefore, this local action groups, it's very important, should reflect the whole diversity of the local population. Transformation to sustainable life is not only a challenge, but I think I'm really convinced that it is a chance for our rural areas. We have the resources for regenerative energy, for example, and for food. So we can show how it works, and we should give this example. But to give this example, we have to develop an own vision, a rural vision, which is not to copy the urban vision. That's a mistake I think we did before very often. We have to find our rural vision. And this vision needs to be the vision of the people of our rural areas. That's what we are working on. Meni je izuzetno zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama. Prije svega da vam prenesem tople pozdrave svojih kolega i prijatelja iz Bosne i Hercegovine i evo da nekako budem dio ovog vašeg rođendana, vaše proslave, jer nekako možda ja to emotivno doživljavam sve ove godine. Mi u Bosni i Hercegovini smo rasli uz vas Slovence, uz vas Sloveniju, koja je dolazila nama da pomogne u našem putu ruralnog razvoja. Pokušao sam i sebe da nađem odakle mi želja da imamo kozolec na našem imanju. To nije samo simbol ruralne Slovenije, to nije samo promocija slovenačke kulture, to je mnogo više. To je u stvari ono što je Slovenija i vaše društvo za razvoj slovenskog podeželja dalo Bosni i Hercegovini, a to je rađanje ruralnog pokreta, to je osvještavanje ljudi u ruralnom razvoju, to je konekcija Bosne i Hercegovine sa ostatkom svijeta. Mi smo bili zaboravljeni svih tih godina. Tako da to što ste vi Slovenci uradili, što je Goran Šostar prije svega kao predstavnik Prepera u tom trenutku i vaše društvo za razvoj slovenskog podeželja, to zaista zaslužuje jedan grandiozan spomenik, jedan grandiozno obilježje i to obilježje ja sam vidio kroz... Po dveh obdobjih izvajanja programa LEADER CLLD v Sloveniji ugotavljamo, da je to v praksi izjemno zahteven in pa kompleksen program. Glede na obseg dodeljenih nepovratnih sredstev je administrativna zahtevnost programa LEADER CLLD pretirana in nesorazmerna. Da bi dosegli večjo privlačnost programa, je treba poenostaviti postopke za izvajanje in poenotiti pravila med posameznimi vključenimi skladi. Pristop LEADER CLLD je kompleksen in zahteven. Na vseh ravneh njegovega izvajanja ugotavljamo izrazito kadrovsko podhranjenost, kar je ena od pomembnih ugotovitev monografije. Program LEADER CLLD
omogoča uporabo sredstev več različnih evropskih skladov za izvajanje lokalnih razvojnih strategij. Vsak sklad pa je podvržen svojim specifičnim pravilom. To posledično generira potrebo po večjem medsektorskem sodelovanju na sistemski ravni, ki pa se doslej izvaja le v omejenem obsegu. Kako smo prišli do nabora 11 las? Tukaj smo sledili, seveda, da bomo čim bolj zaobjeli celotno državo, smo sledili geografski zastopanosti, vključili vseh 5 makroregijo, dalpske, predalpske, supanonske, dinarsko-kraške, tako da smo in seveda ob sredozemske, da smo bili čim bolj reprezentativni. Potem smo upoštevali tudi same izkušnje z izvajanjem programa pristopa LEADER CLLD, torej vključevali lase, ki se s tem programom in pristopom srečujejo prvič, in tisti, ki so že mogoče bolj vešči ali pa so sodelovali že v preteklem programskem obdobju. V bistvu moramo iskati izvor ali pa vsebinske podlage in pa izgradnjo nekega kadrovskega bazena za kasnejši program LEADER že v koncu 80-ih let. Takrat je profesor dr. Kovačič iz Biotehniške fakultete, tudi nekaj časa državni sekretar, prenesel en del znanja iz Bavarske, iz nemškega akademskega prostora, moram reči, kjer so se v naši, v kulturnem okolju, se pravi, mi smo zmeraj v Srednjo Evropo nekako gravitirali in se zgledovali tudi po tem prostoru. Iz tega prostora je prenesel ta osnove za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi. In potem, kakor smo mi pravzaprav se učili v teh državah, tako smo potem tudi ta znanja prenašali naprej. Tako da, če govorimo o LEADERu, smo najprej uvažali znanje, potem smo ga aplicirali, nadgradili in pozneje pa tudi uspeli izvoziti del svojih izkušenj. Tukaj je zelo težko govoriti o uspehih lasov, ker vsak las, ki deluje na svojem območju, ima svojo strategijo, ima svoje cilje in namene in na nek način težko to unificirati. Bistveno pa je, da je program LEADER pokazal, da gre pravzaprav za neko, jaz bom tukaj uporabil besedo Gorana, multiplikativnost učinkov, ki jih pač skozi ta program dobivamo, in to je tista dodana vrednost, ki na nek način dviguje nek razvoj podeželja na določenem območju. Pri tem je zelo pomembno, da ta razvoj bazira na pristopu od spodaj navzgor in da na nek način ljudje povejo, kaj želijo. In če tega ne bo v nadaljevanju, potem tudi pravzaprav LEADER ne bo več obstajal. In tukaj se strinjam z gospodom Hermotom, pa tudi z Mikijem, da pravzaprav so ljudje tisti, ki na terenu nekaj pač vidijo bolj kot tisti, ki so na nekih organih upravljanja, in na ta način potem se da dosti lažje izpeljati projekte in pa so ti projekti seveda dosti bolj efektni, dosti bolj z dodano vrednostjo. LEADER oziroma CLLD kot program, ki se izvaja, ima dejansko te velike učinke na terenu, tudi ogromno teh nemerljivih učinkov, ki zagotavljajo trajnost in pa predvsem izboljšujejo to kvaliteto življenja, bivanja na podeželju ter sobivanja v bistvu kmetijstva in razvoja podeželja, ker podeželje ni samo kmetijstvo, je tudi vse tisto zraven, ki spada k osnovni kmetijski panogi. Ja zakolem voleka, tebi stavim rogeka, ja zakolem voleka, tebi stavim rogeka. Dobro juho budeš jel, terem te boš meklil. Dobro juho budeš jel, terem te boš meklil.
Zdaj smo v drugem delu naše slovesnosti. Prvi je bil zelo vsebinsko usmerjen, tale bo pa bolj slavnostno, zato se lahko malo sprostimo, čeprav smo že prej malo tudi zapeli z leščečki. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in ste tudi z udeležbo na slovesnosti pokazali, da vam je mar za slovensko podeželje. Pred leti mi je bila zaupana vloga predsednika Las Prlekija in takrat sem se jaz malo bolj pobliže tudi spoznal z samim delovanjem in moram reči, da je bilo nekaj osvežujočega. Namreč projekti, programi, ki ga naša Las Prlekija dela skupaj z Goranom, Zmajem in Urošom, res super ekipa in strokovna ekipa, so res programi, ki pomagajo malemu gospodarstvu, društvom, zavodom, da izpolnijo idejo, ki mogoče drugače ne bi mogli. To so dobri programi, dobri projekti. 20 let je spoštljiv jubilej. Kot takega ga je treba počastiti in se spomniti prehojenih poti. 20 let delovanja društva pa je zagotovo tudi dobra priložnost za razmislek o vlogi podeželja v slovenski družbi, o raziskovalnih dosežkih na tem časih, žal kar malo zapostavljenem področju in predvsem o pomenu podeželja v današnjem času in za današnji čas. Obletnica daje tudi priložnost, da si izmenjamo tako premisleke v preteklih 20 letih, poglede na današnji čas in pa, da se ozremo v prihodnost. Podeželsko območje je bilo do nedavnega samo območje kmetij in obdelanih kmetijskih površin. Danes pa postaja vse bolj iskano območje za naselitev ljudi, ki iščejo kakovosten način življenja, ki ga razumejo kot mir, lepo naravo in okolje. Zato je potrebno izzive, kot so dostopnost in storitve na podeželju ter inovativne trajnostne rešitve v luči podnebnih sprememb in digitalizacije, naslavljati z veliko odgovornostjo in sodelovanjem. Spoštovani prisotni, podeželje povezuje ljudi. Vloga podeželskih skupnosti je potrebno še naprej krepiti, izboljšati dostop do storitev in socialnih inovacij in pri tem izkoristiti potencial mladih na podeželju, še posebej mladih kmetov. Za zmanjšanje praznjenja podeželja je potrebno zagotoviti infrastrukturo in digitalno povezljivost. Podeželje pa mora postati odporno, vključno zagotavljam socialne odpornosti in kakovostni zaposlitvenih možnosti. Verjamem, da ste danes dopoldan v strokovnem delu posveta izmenjali izkušnje, kako še bolj kakovostno in uspešno razvijati naše podeželje. Zato mi dovolite, da se ob koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste v teh 20 letih delovali in še vedno aktivno sodelujete pri povezovanju podeželskih območij in civilne družbe. Društvo še naprej deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu in trajnostnemu razvoju podeželja. Pri vašem nadaljnjem delu in povezovanju z drugimi organizacijami civilne družbe vam tako želim še veliko uspehov. Ko vidimo na terenu nasmejane ljudi, je pa potrditev zagotovljena. Brez vas mi danes ne bi praznovali 20. obletnice. Z vašim doprinosom je slovensko podeželje danes razvito, urejeno in nudi visoko kvaliteto življenja. Zato se vam želimo iskreno zahvaliti za vašo vztrajnost, drznost, srčnost, previdnost in entuziazem. Spoštovani ustanovni člani, hvala vam iz srca. V toplo zemljo zasejano je bogato obrodilo. Na svoj prispevek ste lahko ponosni. Mi se vam zanj zahvaljujemo. Felicita Domiter. Kar stopite proti meni za skupno fotografijo. Ministrica vam želi stisniti roko. Denis Goja. Mojca Krivec.
Lili Mahne, Zdenka Lipovš, Julija Marošek, Jože Prah, in Goran Šostar. V družbi ministrice Irene Šinko in podpredsednice boste naredili en skupinski posnetek. Vsem pa še enkrat najlepša hvala. Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira izbor najuspešnejše podeželske skupnosti. Danes bomo slovesno razglasili najuspešnejšo podeželsko skupnost v letu 2022. Občina Razkrižje v številnih podrobnostih izpolnjuje moto natečaja Gradimo mostove. Od tistih fizičnih na ščavnici do vsakodnevnih v prenesenem pomenu. In zdaj smo v tisti prijetni fazi, ko spoštovana delegacija jo pozivam, da občini Razkrižje podeli tisto, čemur rečemo priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja, vključevanja in trajnostnega razvoja v okviru natečaja. Iskrene čestitke. Občina Ljubno se odlikuje po svoji odprtosti in pogledu navzven. Zgodovina splavarstva je ljubencem v kri zapisala zavezanost k trdemu delu, odprtemu soočenju z iskanjem rešitev na hitrih brzicah življenja ter potrebo po potovanju v oddaljene kraje. Prostovoljstvo, ki je bilo temelj delovanja v občini dolga leta, tako pri organizaciji flosarskega bala kot tekmovanj v smučarskih skokih za ženske, se nadgrajuje v dejavnostih, ki pomenijo pomembno gospodarsko osnovo območja, razvoju turizma in gastronomije. Trdo in pošteno delo lokalnih kovinarskih in lesarskih podjetij je ta podjetja pripeljalo na zahtevne mednarodne trge, kjer dosegajo svetovno prepoznavnost. Občina Ljubno in njena uprava pa se odlikujeta po tem, da ideje in delo svojih občanov in podjetij ujameta v celoto. Občina je prevzela pomembno vlogo stičišča idej ter z vztrajnim, poštenim in odprtim delom gradila povezave, ki danes tvorijo prožno lokalno skupnost. In zdaj bi lepo prosila, da naša cenjena gostja podelita gospodu županu Franju Naraločniku nagrado za najuspešnejše podeželsko območje za leto 2022. Iskrene čestitke. Če za koga drži, da ustvarja mostove, kot je geslo letošnjega natečaja, potem to gotovo velja za današnjega slavljenca. Koliko mostov in poti je zgrajeno, koliko človeških vezi je prepleteno v iskreni želji po sooblikovanju lepšega bivanja na slovenskem podeželju. Družijo nas plemeniti nameni, kako po najboljših močeh pomagati našemu podeželju in s tem celotni družbi. Zato našemu društvu na poti še v prihodnje želimo po flosarsko dobro rajžo.